Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat sem prejela prijazno elektronsko sporočilo Valove mamice. Val zelo rad prisluhne pravljicam in njegova pravljična želja je res nekaj posebnega. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Valovi pravljici z naslovom Hej, vele dedi, ki je nastala izpod peresa Paula McCartneyja, nekdanjega člana glasbene skupine The Beatles. Lucija, Tomaž, Ema in Bobby so konec tedna prišli k dedku. Bil je eden tistih dni, ko gre vse narobe. Nebo je bilo sivo, pršelo je in vsi so bili tako zdolgočaseni in nataknjeni, da se jih nisi smel dotakniti. Mulčki, nasmeh, je rekel vele dedi in iz hlačnega žepa potegnil šop razglednic. Oglejte! Ema je izbrala razglednico s fotografijo peščene plaže in safirno modrega morja. Želim si, da bi šli tja, vele dedi, je dejala. Poskusimo, je pokimal vele dedi. Segel je v žep suknjiča in izvlekel star zarjavel kompas. Podrgnil ga je, ga primaknil k razglednici in igla se je začela vrteti okrog in okrog. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Kot v čarovniji se je zabliskalo, čiračara čiribi, vse se v hipu spremeni. Otroci so se znašli na zlati obali, po prstih so izvlečkali nežni valovčki. Voda je bila prijetno hladna. Na plaži z razglednico smo, se je zasmejal Bobby in se s pljuskom pognal v morje. Čarobni kompas pa še ni miroval. Jata letečih rib je skočila iz vode. Hej, vele dedi, so vzklikale. Šola ribjega skakanja. Pridite, mulčki, je dejal vele dedi. Zajahajte jih. Šola? Je šepnil Tomaž. Upam, da ne bo treba seštevati. Na hrbtih lesketajočih se letečih rib so dolgo drseli prek bleščečih modrih valov in si končno vdahnili na toplem pesku. Zidali so gradove iz mivke, ležali v senci kokosove palme in lizali sladoled. Popolnoma so pozabili na deževni dan. Takrat pa, au, je zakričal Bobby. O ne! Nenadoma je iz morja prilezla cela vojska rakovic in zakorakala proti vele dediju in otrokom. Hej, vele dedi, je vzkliknila Ema. Bi šli kam, kjer je manj grizenja? Ja, mislim, da imaš prav, se je odzval vele dedi. Čarobni kompas je naglo približal drugi razglednici. Na njej je bila slika kavboja. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Zabliskalo se je in zaiskrilo in spet čiračara čiribi, vse se v hipu spremeni. Vele dedi in otroci so se znašli v puščavskem kanjonu z zelenimi trnastimi kaktusi. Proti njim je na čudoviti lipicanki galopiral kavboj z rjavim klobukom. Ejoj, kako lepa lipicanka, je občudujoče vzkliknil vele dedi. Zakaj ji praviš lipica? Se je začudila Ema. Lipicanka je vrsta kobile in ne drevo, je pojasnila Lucija. Vele dedi je zažvižgal in že je prigalopiralo 5 novih kobil. Otrokom je pomagal v sedla
in skupaj s kavbojem so se pognali po kanjonu. Hi! Je zakričal Bobby. Hitreje! Je vzklikala Lucija, ki je veter mršil lase. A zakaj se je v daljavi začel dvigovati obrak prahu? O ne, velika čreda bizonov je topotala proti njim. V kanjonu je odmevalo glasno mukanje govedi. Tomažu ni uspelo razjahati. Njegova kobila se je uspela na zadnje noge in ga stresla na tla. Ne boj se, Tomaž, je zavpil velededi in zgrabil svitek vrvi na kavbojevem sedlu. Zavihtel je laso, ujel Tomaža v zanko in ga dvignil k sebi na kobilo. Udir, mulčki, je ukazal velededi, na vso moč. V zadnjem hipu so se izognili divji čredi. Hej, velededi, je zasopel Tomaž. Bi šli kam, kjer je manj divjanja? Ja, prav imaš, je pokimal velededi. Tu mi je prevroče. S kompasom se je približal tretji razglednici. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Še preden so otroci videli, kaj je na sliki, se je zabliskalo in zacvrčalo. Kot bi trenil, čira čara čiribi, vse se v hipu spremeni. Velededi in otroci so se znašli na vrhu visokega hriba, obsijanega s popoldanskim soncem. Ema, Bobby, Lucija in Tomaž se niso naveličali smejati in valjati po travi med dišečimi rožami. Velededi je v roke vzel staro kitaro in začel brenkati pesmico. Mu! Hej, velededi! So pozdravile prijazne krave in zvonci pritrkavale pesmici. Velededi je iz žepa vzel majhen raztegljiv daljnogled in otroci so si z njim ogledovali zasnežene vrhove. Nenadoma so zaslišali bobneč zvok. O ne! Hej, velededi, poglej! Je kriknila Lucija, ki je kukala skozi daljnogled. Velika gmota snega je drsela po pobočju planin nad njimi. Plas. Hitro, mulčki, je ukazal velededi. Skočite! Tik preden je plas prihromel do njih, so velededi in otroci zajahali prijazno kravo. Pohiti, krava, pohiti, je vzkliknil velededi. Čarobna moč kompasa jih je dvigovala više in više. Švicarske krave so izjemne letavke, se je zasmejal velededi. Jahati na kravi je sicer zabavno, a dan je bil presneto dolg. Hej, velededi, je zazehala Lucija. Bi šli nekam, kjer je več spanja, se je zahahljal velededi. Presneto dobra zamisel. Tokrat je iz žepa namesto kupa razglednic potegnil fotografijo svoje hiše. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Približal je kompas in svet okrog njih se je začel vrteti in iskriti. In takrat, čira čara čiribi, so se znašli v velededkovi dnevni sobi. Kompas pa še ni nehal čarati. Znova se je zabliskalo in otroci so bili pripravljeni na spanje. Z umitimi zobmi in obrazi so do vratu pokriti ležali v posteli. Še nekaj minut in Tomaž, Bobby, Lucija in Ema so zaspali in sanjali o novih pustolovščinah. Igla se bo zavrtela, pustolovščina začela. Lahko noč, velededi. Ja, poglejte našo druščino. Bravo, dedi, za odlično pustolovsko žilico. Zelo fino bi bilo, če bi tudi mi lahko imeli tako čaroben kompas, kaj ne? Val, najlepša hvala za idejo o čudoviti pustolovsko obarvani pravljici.
Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pustolovsko obarvani pravljici z naslovom Lov na medveda, v kateri boste spoznali družino, ki se je odpravila na izlet z željo poiskati medveda. In ne boste verjeli, na koncu so ga tudi našli, a nad medvedom niso bili najbolj navdušeni. Prijeten pozdravček Valu, ter pa seveda vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, bodite raziskovalnega duha in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Super pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela prijazno sporočilo Tarine mamice z željo, da preberem eno izmed najljubših pravljic Tare. Tara, ta pravljica je res čudovita in zagotovo bo všeč tudi ostalim poslušalcem pravljic. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici nastali izpod peresa avstralske pisateljice z naslovom Čudodelni iskalec vode. David in njegovi sestri se ne spominjajo, kdaj je nazadnje deževalo. Zbiralniki deževnice so prazni in potok je samo še niz blatnih luž. V njem se vidijo sledi živali, ki iščejo vodo. Vsi so žejni, konji, krava molznica, kokoši in koze. David s sestrama po požirkih ponudi vodo kengurujčku in majhnemu kakaduju. Vsak dan oče in David z vozom vlečeta vodo iz vodnjaka po imenu Zadnja postaja, kakšno uro oddaljenega navzdol po cesti. Dvigujeta jo vedro za vedrom, da bi napolnila zbiralnik na vozu, nato pa poskakujoče od drdrata nazaj po kolesnicah in za sabo puščata oblake prahu. Poljščine so zaradi sonca rjave in krhke. Res je škoda, da tvoj dedek danes ni več živ, reče oče. Lahko bi našel vodo za vse nas, prav tukaj, na kmetiji. Kako? Vpraša David. Temu se reče bajalištvo, razloži oče. Z navzgor obrnjenimi dlanmi je držal palico, podobno vilicam, komolce je stiskal k telesu, točno tako, ter hodil naprej in nazaj, dokler ni palica zadrgetala in se s konico usmerila navzdol. Dela, kar pač dela, ne glede na to, o čem razmišljam. Je imel navado govoriti dedek in tukaj je voda. Na tistem mestu smo potem kopali in zagotovo našli čisto, svežo vodo. Tvoj dedek me je poskušal naučiti bajalištva, a zato nisem nadarjen. Samo eden izmed tisočih zmore kaj takega. Tiste noči mama sanja o vrtovih. Oče sanja o ribarjenju. Dekleti sanjata o peničih kopelih in dolgih osvežilnih plavanjih. David pa sanja o tem, da je tisti eden izmed tisočih, ki je nadarjen za čudodelno iskanje vode z bajalico. Naslednje jutro David najde palico podobno vilicam. Prime jo natanko tako, kot jo je držal njegov dedek, z dlanmi obrnjenimi navzgor
in s komolci tesno ob telesu ter začne vaditi iskanje vode. Hodi naprej in nazaj, kot mu je pokazal oče. Iskalec vode, iskalec vode, ga dražita dekleti. David prečka konjsko ogrado, stopa vzdolž posušene potočne struge, skozi zelenjavni vrt in okoli molzne staje. Trdno prime bajalico in ji dovoli, da pove svoje. Dela, kar pač dela, ne glede na to, o čem razmišljam. In kaj se zgodi, ko se David sprehodi mimo hleva? Palica zadrgeta in se usmeri navzdol. Si je tole domišljal? Poskusi znova. Bajalica se povesi in vsakič pokaže v isto smer. Mama, oče! Zakliče David, ko steče proti hiši. Pridita in poglejta, mislim, da sem našel vodo. David nazorno pokaže, hodi naprej in nazaj, medtem ko nežno drži bajalico. In vsakič, ko stopi čez isto mesto, bajalica zadrgeta in se usmeri navzdol. Tukaj je voda, potrdi. No ja, pravi mama. Mogoče si našel vodo, mogoče pa tudi ne. Vem le to, da je čas, da pomagaš očetu zajeti vodo iz vodnjaka. Ah, doda oče, naj fant koplje, da vidimo, kaj lahko najde. David začne kopati. Koplje na vso moč. Koplje, vse dokler se sence opoldne ne obrnejo. Koplje in koplje, dokler sonce ne zaide in mora prenehati. Še zmeraj pa ni videti vode. Tisti večer je čas za kopel. Prvi so na vrsti tisti najmanj umazani, zato je David zadnji. Sestri ga zbadata. Umazani David! Umazani David! David je izkopal izsušen vodnjak. David steče ven. Ob hlevu zagleda nekaj svetlečega. Steče tja, da pogleda. Iz njegovega vodnjaka preplavlja sveža voda. Hitro vsi, zakliče. Prav zares sem našel vodo. Oče in David pripeljeta konje, da se željni odžejajo. Ta voda pronica zgolj po noči, pravi oče. Jutri zjutraj bo luknja prazna, bo pa znova polna sveže vode jutri po noči. In tako vsako naslednjo noč. Mama in dekleti skrbijo za vrtno gredo in prav vsako vedro in posoda, ki jo lahko najdejo, je polno sveže, čiste vode za naslednji dan. Naslednje jutro sta David in njegov oče uredila robove vodnjaka, da bi preprečile izlivanje vode ob nočnem izviru. Ko kasneje počivata v senci, ponudita vodo tudi kengurujčku in majhnemu kakaduju. Ti, sin, si eden izmed tisočih, je ponosen oče. Si čudodelni iskalec vode, tako kot je bil tvoj dedek. Bravo. Res čudovita pravljica. Poglejte dečka Davida in njegovo bajalico. Izjemna pravljica o odločnosti, potrpežljivosti ter vztrajnosti. In tako je deček David uspel ter našel izvir vode. Bravo. Morda se nam zdi samoumevno, da odpremo pipo, iz katere priteče pitna voda, a v številnih državah po svetu temu ni tako. In ravno zato je bilo Davidovo odkritje vode izjemnega pomena za družino, živali ter rastline. Otroci, varčujmo z vodo.
Tara, najlepša hvala za zelo poučno pravljico. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnite še pravljici Škrat Blokolino, v kateri boste spoznali škrata, ki vam bo na prikupen način predstavil pomen zdrave prehrane. Prijeten pozdravček Tari, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Bravo, David. Voda ni samoumevna, ne? Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni pravljici bomo odpotovali na Južni pol ter spoznali pingvine, ki jim je ena samcata stvar spremenila njihova življenja. Le kaj bi to lahko bilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nekoč je bil pingvin. Nekoč se je na mrzli, daljni ledeni gori pingvin Pingo spotaknil ob nekaj. Bilo je veliko in rdeče in v sredini listasto. Je bila streha? Splav? Jadralno letalo? Vetrobran? Klobuk? Grelna blazina? Stvar je bila precej neuporabna in je pingvine kmalu nehala zanimati. Pingo pa je postajal vse bolj zvedav. Strmel je v veliko, rdečo listasto stvar in jo poskušal razvozlati. Ko so minevali dnevi in tedni, so dobili drobni znaki pomen. Pingo je bil zelo bister pingvin. Od takrat se je Pingo v stvar zatopil. Ko so premraženi pingvini iskali zavetje, je povedal: Na tropskem otoku sem, tukaj ni snega. V času kosila je rekel: Nisem lačen, s princeso jeva sladoled. Zvečer pa je dejal: Ne moremo posteljo, z vesoljsko ladjo letiva na Luno. Pingvini so bili močno zbegani. Tropski otok, princesa, vesoljska ladja. Kje? Vse je tu notri, je razložil Pingo. V tej veliki, rdeči, listasti stvari. Prisluhnite. Pingo jim je začel pripovedovati o izjemnih ljudeh, daljnih deželah, čudežnih bitjih. Bilo je razburljivo, osupljivo, včasih malce grozljivo. In ko je obrnil zadnjo stran, so pingvini vzklikali: Hočemo še! Ničesar drugega ni, je žalostno rekel Pingo. Samo eno veliko rdečo listasto stvar imam. Samo trenutek, kaj pa je to? Antonova knjižnica, je prebral Pingo. Kdo je Antonova knjižnica? So vprašali pingvini. Ne vem, a moramo jo najti. Mogoče ima še druge velike rdeče listaste stvari. Zamisel jim je bila všeč. Podali so se na pot čez morje, čez gore, goščavja in džungle, dokler niso prišli do mesta. Kako drugačno je bilo od Pingove mrzle, samotne ledene gore. Meščani so hrupno racali in hiteli sem in tja. Zakaj se nihče ne ustavi? Je zaklical Pingo.
Nenadoma je zagledal znan obraz. Princesa! In odpeljala jih je v Antonovo knjižnico. Antonova knjižnica je bila nekaj drugega, kot so pričakovali pingvini. Ni imela rok, niti nog, niti glave. Antonova knjižnica sploh ni bila oseba. V njej pa je bilo veliko listastih stvari vseh barv. To so knjige, je rekla princesa. Berimo. Uspelo jim je. A knjižnico so zapirali. Zapirate, je kriknil Pingo. Moram prebrati konec te zgodbe. Knjigo si lahko izposodiš in jo prebereš doma, je rekla princesa. V knjižnici si lahko vsakdo izposodi knjigo. In tako je vse več in več knjig romalo na Pingovo malo ledeno goro in nazaj. Domovanje pingvina ni bilo več mrzlo in na koncu sveta. Zato je poskrbela velika, rdeča, listasta stvar. Izjemna pravljica, prav gotovo. In v knjigah se resnično skrivajo izjemne modrosti, ki odkrivajo nova znanja ter budijo našo domišljijo. In res sem vesela, da bodo domišljijo razvijali tudi pingvini in si tako krajšali čas v mrzlih zimskih dneh. Otroci, o mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Zajčkov bralni krožek ali pa pravljici Tiho, tukaj beremo, kjer so živali prav tako z navdušenjem prebirale knjige. Res luštni pravljici. Verjamem, da tudi vi uživate v listanju ali prebiranju knjig. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja. Pingvin Pingo. Zanimivo, kako se je tale listasta stvar sploh znašla na južnem polu.